Danes je na mariborskem letališču Edvarda Rusjana potekala slovesna prireditev ob zagonu redne letalske povezave med Mariborom, Münchnom in belgijskim Antwerpnom. It took a long time and we came from far, but it's finally happening. So that's a really good sign for the Maribor airport and the Maribor region, I think. We are proud to be here. Let me say this right from the heart. We put a lot of effort in this. And we will have to work together to make this into a success. Slovesno rezanje traku je pospremilo 24 potnikov, med njimi direktor VLM Airlines Karl Runge, direktor aerodroma Maribor Boris Bobek, župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak, mariborski podžupan Saša Pelko, kitajski veleposlanik Je Hao ter direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič-Vindiš, ki je med drugim izpostavila priložnost za promocijo turizma in povezovanja. Računamo tako na poslovne goste kot na turistični sektor oziroma na turistične goste, kar se tiče vezano na ITP, na turistične produkte. Pripravljamo tudi nove pakete, ki so vezani na enogastronomijo in na kulturo ter na športne pakete. Sami vemo, da so Belgijci v bistvu veliko dajo na naravo in pa tudi gastronomiji, dobrim vino, dobri hrani in pa kulturi, kar pomeni, da je Maribor več kot odlična destinacija za njih. Pozivi ministra Počivavška in župana mestne občine Maribor o vzpostavitvi rednih letalskih linij iz Maribora so pri najemniku letališča padli na plodna tla. Je sicer, bom rekel, majhen korak, ampak zelo pomemben. Pač kratka linija München-Antwerpen, mi pa nismo obupali, torej smo optimistični še naprej. Bo pa potrebno seveda to, kar tako javnost že pozna, podaljšati stezo za te daljše polete do Azije in takrat bomo končno dosegli tisto, kar si želimo. Seveda pa ne smemo zanemariti naših potnikov, potencialnih potnikov Maribora in okolice. Dejansko se ne moremo razumeti, da je v severovzhodni Sloveniji dejansko tako opremljeno letališče operativno pa brez prometa. To je treba spremeniti in delamo na tem. Da je omenjena letalska povezava dobra začetna izbira, se strinjajo tudi na mestni občini Maribor. Mislim, da sta liniji zelo zanimivi, da boste zdržali. Mi v mestni občini Maribor bomo še naprej delali trdo na tem, da ti linije ostaneta in vsi se že veselimo tega dne, ko bo državni prostorski načrt sprejet in bomo lahko stekle aktivnosti za podaljšanje te piste, ko bo dejansko mariborsko letališče spet postalo tisto letališče, ki se vrača na pravi evropski zemljevid. Danes pa bo rekel en začetek te poti, na katero bomo po moje čez nekaj časa zelo ponosni. Današnja velika udeležba kitajske delegacije iz veleposlaništva in podjetja China State Construction Engineering, Ministrstva za gospodarstvo, je pokazala resne namene za nadaljnji razvoj letališča. Ta bo omogočil še več letalskih povezav, tudi medcelinskih.